V Čaduljah pri Kranju je kmetija Markuta. Vi ste že vrsto let usmerjeni v sadjarsko proizvodnjo in pridelujete sadje izpod Storžiča. Nam lahko na kratko opišete vašo kmetijo? Ja, to je naša blagovna znamka, sadje izpod Storžiča. Sicer smo pa kmetijo iz živinorejske počasi preusmerjali v sadjarsko, tako da imamo zdaj jablane, hruške, slive, tudi nekaj maline že, pa seveda jagode in šparglje. Koliko časa pa imate že sadjarsko kmetijo? Torej, začeli smo pred 18 leti, ko smo posadili prvi nasad jablan. Potem smo pa vsako leto še dosajevali, kakor se je kazala potreba, ne. Koliko pa imate česa? Jablan je 6 hektarov, jagod je 30 arov, torej šparglov je 40 arov, letos smo posadili tudi češnje, jih je tudi 40 arov, hruške 30, tako da pa malin, nekaj še malin, bolj za poizkušnji. Za kakšne vrste sadja pa se ljudje, kupci najbolj zanimajo? Težko reči, za katere vrste. Odvisno od same sezone. Od sezone, tako, ja. In prihajajo k vam na dom ali Na dom. tudi vi prihajate kupcem naproti? Veliko sadja prodamo kar na domu, ker to je kar, mislim, da je to najbolj prijazno do vas in kupcev. Tako. Si lahko kupci tudi jagode denimo sami ubirajo ali Ja, jim tudi to naberete vi? Nudimo tudi to možnost, lahko sami uberemo ali si jih naberijo sami po želji. Ja. Prav tako imate s kmetijo vrsto ciljev, ne manjka vam tudi novih zamisli in ena izmed pomembnih pridobitev, ki nam jo lahko opišete, pa je tudi sončna elektrarna. Ja, sončno elektrarno smo pa zagnali v novembru prejšnjega leta, je pa moči 41 kilovatov in do zdaj se je pokazalo kar v redu. Imamo lega, streha je obrnjena na jug, lega je izredna, tako da smo kar zadovoljni. V kolikšnem času se vam bo poplačala investicija? Približno v 8 letih. Vse skupaj pa vas je stalo? Vse skupaj pa je stalo kar precej, čez 100 000 evrov. Pričakovati je, da bi dobili pomoč od države? Nismo kandidirali na razpisu, ampak smo šli v kredit. Seveda pa vaše sadje tudi predelujete v različne izdelke. V kakšne vse? Torej, imamo registrirano tudi predelavo sadja, torej so to razni sokovi, suho sadje, marmelade, kisi. Pri prodaji si pomagate tudi z internetom? Torej, oglašujemo tudi pod sveže.si. In imate svojo blagovno znamko? Blagovna znamka je pa sadje izpod Storžiča. To smo se pa odločili zato, ker pod Storžičem so pravi pogoji za pridelavo sadja, mrzle noči, topli dnevi in zaradi tega tudi pravo obarvanost sadja, pravo razmerje kislina, sladkor, skratka prava kvaliteta. Je vaše sadje pridelano v integrirani pridelavi? Vse sadje pridelujemo na naravi prijazen način, že od vsega začetka, tako da po vseh teh smernicah. In sledite tudi strokovnim napotkom? Tako. Vsem strokovnim navodilom, vsem novostim. Seveda pa sledijo tudi vse kontrole, analize, vse, kar spada zraven. Za svoje izdelke iz leta v leto prejemate tudi na dobrotah slovenskih kmetij vse več priznanj. Ja, res je. Kar nekaj priznanj je že. Kar je dodatna spodbuda za delo. Tako je, to je kar ena lepa spodbuda. Moram reči, da smo tudi v Italiji na ocenjevanju sokov dobili zdaj že drugo leto zapored priznanje in nagrado, tako da je kar res ena spodbuda, ja. Prav tako imate pri hiši tudi mlado pomoč, čedalje bolj vam pomagajo in prepričali so nas, da nas znajo tudi zabavati. Ja, res je, imava 3 otroke, Nuša, Andraž in Domen.
Moram reči, da so kar pridni. Fanta igrata harmoniko in nas kar velikokrat razveselita tudi. S čim pa se ukvarja hčera? Hčera je pa naredila šolo za vrtnarska tehnika, tako da zdaj pa dobiva zaposlitev in je že zaposlena. Ja. Fanta pa? Fanta pa Andraž hodi v srednjo kmetijsko šolo, gre zdaj v 3. letnik, no naš Tamal, Domen, gre pa v 9. razred osnovne šole še. To pomeni, da imata tudi predispozicije za delo na kmetiji. Tako je, tako. Dela je dosti, ja. Samo volje. Ja. Pravzaprav lahko vašo kmetijo kmalu preobrazite tudi v kmetijo odprtih vrat, povabite goste k vam, k sebi. Res je, zdaj, v prejšnjem letu smo izdelali eno sobo, tako kmečko sobo, ampak bomo videli, kako bo, čas bo prinesel svoje. In ta soba sprejme do avtobus ljudi? En avtobus ljudi, tako da do 50 ljudi. Tako. Najverjetneje ste tudi v ta namen registrirali izobraževanje na kmetiji. Res je, na kmetiji nudimo izobraževanje raznim skupinam, šolarjev, otrok, raznim skupinam upokojencev in izletnikov, kot ogled kmetije, izobraževanje o sadjarstvu in degustacije naših izdelkov. Kajti marsikaj je dejansko za videti, od pridelave in predelave sadja do vaše čudovite elektrarne, ki daje elektriko v omrežje. Tako. Ja, nudimo kar en sklenjen krog dejavnosti. Tako, kar se dogaja na kmetiji. Hvala lepa za ta pogovor. Hvala lepa vam, dobrodošli na naši kmetiji. Z veseljem.